Kopaj se lahko zasome. Dober dan in pozdravljeni na mojem YouTube kanalu. Danes pokažemo največje jezero na Hrvaškem. Ste pripravljeni? Gremo! To je bil ta prvi del naravnega parka Vransko jezero. Kot sem že omenil, gre za največje jezero na Hrvaškem. In v tem prvem delu parka se sprehodite po takšnih lesenih sprehajalnih poteh. Vmes pa pridete do več razglednih točk, ki so opremljene z infotablami o pticah, katere lahko vidite na tej lokaciji. Zdaj pa gremo z avtom, cirka 20 minut vožnje do tja, na drugo stran jezera, kjer se bomo sprehodili na višje ležečo razgledno točko. Gremo. Evo, pa smo na drugi vstopni točki naravnega parka Vransko jezero. Če vidite, tukaj je en manjši lokalček, kjer lahko kaj popijete. Tukaj dol pa se nahaja čudovit pogled na Vransko jezero in polno otočkov, Kornate vidimo. V tisto smer Biograd, Zadar. In ja, družinska vstopnica za ta park je 50 kun, za odraslo osebo 20 kun in pa mislim, da 7 ali 8 kun za otroke starejše od 7 let. Za mlajše od 7 let je vstop prost, vključuje pa tri vhode, se pravi vhod, kjer smo bili prej, tega tukaj in pa še enega, na katerega mi ne bomo šli. Tam je možno kopanje v jezeru, sposoja kajakov, kanujev, tu za pojesti tamkaj, tako da to je to. Zdaj še vam pokažem na karti, kako izgleda vse skupaj. To je pa karta naravnega parka Vransko jezero. Okrog jezera je okrog 40 km. Prva nadzorna postaja Cerkvene, to je tukaj, kjer smo bili prej. Sedaj smo
na infocentru iz letišča Kamenjak. To je ta razgledna točka, kjer smo sedaj. Tu je pa še tretja, infocenter Lučice Prosika. Tukaj pa ne bomo šli, ampak na tem mestu je možna izposoja kajakov, ponujajo možno se tudi kopati. To je pa to. Jaz se opravičujem za ves hrup od vetra, ampak danes res zelo piha. To smo tudi ta dan izkoristili za ta izlet. Upam, da vam je bil video všeč. Če se niste, naročite se na kanalu in se vidimo v naslednjem. Ajde, čau!